pri mojih 9 letih se je moglo nekaj zgoditi, takrat sem začel hoditi na tržnico, pa takrat sem začel karate trenirati. Aha. Pa še oboje do danes ostalo. Ja, delali smo na njivi, delali smo na polju in smo iskali rešitve. Pač delali smo itak pri pridelavi zelenjave veliko ročnega dela, ker mi smo lih toliko veliki, da smo majhni. Vedno so me veselile barve, oblike, od bilo kaj, ne samo zelenjave. Ne. In vedel sem, da pač, če damo gostu na krožniku, nekaj mora biti kvalitetno, pomeni recimo vzel v mojemu vidiku kvalitetna zelenjava, ekološka zelenjava, pa čim bolj pisana. Spoznal sem japonski sistem, pač, če se reče po angleško paper pot oziroma papirnati verižni lončki. Videl sem to zadevo, takrat si jaz sploh nisem rekel, to meni daj koristila, ne, sam to je tisto, vidiš, pa si daš neko kotiček glave, pa mogoče enkrat pa bo. Bili so kar fascinirani, ker jaz sem takrat s traktorskim sadilcem v 30 sekundah posadil 2000 sadik. Po koliko je zdaj, 11 letih so podelili naziv najboljšega evropskega mladega kmeta. Če pa lahko iz kmetijstva še nekaj delaš, pa da živiš od tega, da služiš denar, je pa to pika na i. Moraš iti ven v velika mesta, po Evropi, po Aziji, kjerkoli smo bili, da ko se vrneš domov, da vidiš tisto pristno domače življenje in podeželje. Ko na podeželju je treba en drugemu pomagati, ker pridejo časi, ki ne zmoreš vsega sam, pa priskoči en drugemu na pomoč in se bistveno hitreje in lažje naredi. In smo prilagodili ta prvo našemu trgu, evropskemu trgu, sam sadilec. Seveda smo mogli pridobiti vse licence. Jaz pravim, to je zdaj game changer za evropsko pridelavo zelenjave. Pač zdaj, če gledamo samo že tehnologijo, samo paper pot, papirnatih lončkov, tiste ključne prednosti so, da se nekje za 70 do 80% zmanjša poraba substrata. Seveda, glavna država je Slovenija, potem pa Italija, Hrvaška, Madžarska in Avstrija. Teh 5 držav zelo pokrivamo. Ročne sadilce smo imeli prej, traktorski sadilec je šel v prodajo zelo mesec nazaj. Ker so pa ljudje videli, kako se to traktorsko da narediti, kako si še bolj olajša zadevo, sta pa pač vse, tako bi rekel, 3 priznanja so res pripomogla k prodaji. Slovenski kmetje smo majhni, in smo lažje prilagodljivi na vse razmere, ki so, kako bi rekel, ki potekajo v državi ali pa zunaj države. Tle imamo res potencial, samooskrba z zelenjavo je res nizka, povpraševanja, sploh po ekološki zelenjavi ogromno. Tako da tle not vidim kar lepo prihodnost za Slovenijo. En dopoldne pripravljaš, drug dopoldne si na tržnici, itak sledi prodaja, po popoldne ponovadi delo doma, nekaj časa z družino, čeprav je to zelo naknap. Že recimo povezava s podjetjem Laurih, ki smo skupaj razvili traktorski sadilec, pa če sem prišel z idejo do roka, pač jaz sem čisto točno vedel, kakšen stroj rabimo, sam nisem ga znal narediti. Veliko ljudi se ustavi pri nas, mladih parov, pa zdaj naprimer, ali so podedovali kmetijo, ali so kupili določene parcele, ali še sploh niso lastniki, pa imajo možnost obdelovanja zemlje in pač ne vejo, kako bi začeli. Ambicije so velike, želje in cilji so tudi veliki, tako da veliko prostega časa verjetno ne bo, to že zdaj vidim, pa se je sezona skoraj sploh ni še začela. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer spoznavamo ljudi, ki so ustvarjali prihodnost slovenskega podeželja. Danes pogledamo, kako to počne v Poljanski dolini. Z mano je Aleš Čadež, mladi kmet, ki s trajnostnimi idejami in inovacijami spreminja način, kako se spopadamo z izzivi modernega kmetijstva. Aleš je prejel naziv Inovativni mladi kmet 2025 in tudi prestižno evropsko nagrado za najboljšega mladinskega kmeta ter projekt energetske učinkovitosti. Govorila bova o njegovi poti, o njegovem izumu in viziji za prihodnost podeželja. Aleš, lepo pozdravljen. Dober dan. Dober dan. Vidim, to mi je všeč, že ko pri dober dan vidim gorenjski naglas. Ja, ta prav mora biti, gorenjske. Gorenjske, lahko bolj po gorenjski govorila danes. Bo, ja. Super. Povej mi, tvoja kmetijska pot, da začneva na začetku, kako se je začela? Si se rodil na kmetiji in od takrat naprej je bilo to? Ja, in ostalo je zgodovina. Ostalo je zgodovina. Ja, odraščal sem na kmetiji, starša sta imela, pač bila je živinorejska kmetija, imeli smo nekje 20 do 25 glav govedi. Mama je imela, ko bi rekel, še ob tem tudi nekaj zelenjave, tržila jo na tržnici v Škofji Loki. Jaz sem tam pri 9 letih začel pomagati. Potem se je pa samo stopnjevalo. Itak sem šel v srednjo šolo, na faks, pa je pa prišlo do te točke, da je ona v penzijo, pa sem pa jaz prevzel to pridelavo zelenjave. A si že vmes tudi šolo, faks prilagodil temu, da boš mogoče v tej smeri? Kaj si študiral? Ne, nisem, zato ker to sem že znal. To že znal? Ja, si rekel, sem kaj novega naučil? Tako, ja. Kaj si študiral? Bil sem na gostinski šoli v Radovljici, pa potem še na višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu.
Bila je tudi v ožjem krogu, tudi hortikultura, sem se rekel, ne, tle v režju seznam, gremo še kaj bolj drugega zanimivega poiskati. Sprav tebi je bilo tako rečeno kmetijstvo že položeno v zibelko. Ja, lahko bi se tako reklo, ja. Si se kaj izobraževal, si pomagal kaj sosednjim prijateljem kmetov, ali si samo doma delal? Ne, se je tudi pomagali, tako se ko bi rekel, na podeželju je treba en drugemu pomagati, a ne, ker pridejo časi, ke ne zmoreš vsega sam, pa priskoči en drugemu na pomoč in se bistveno hitreje in lažje naredi. Se pravi, imela družina verjetno velik pomen na to, da si ostal v kmetijstvu. Ja, seveda, ja. Pa tudi videl sem tukaj not, kot bi rekel, eno poslovno priložnost, če temu tako rečemo, ker samooskrba z zelenjavo je slaba, predvsem v Sloveniji. Videl sem, da pač tukaj noter se da to vrzel zapolniti, zemlja je bila, pol smo se pa sem lotili. Zemlja je bila in si se lotil. Ja. In zdaj ni več, imaš krave so še vedno, ali si se specializiral zdaj samo na zelenjavo? Ne, maček pa 3 race. Maček pa 3 race pa zelenjava. To je to. To je to. In en kup zelenjave, verjetno. Tako je. En kup zelenjave. Kako si se odločil, oziroma kaj te je gnalo naprej kot mladega kmeta? Recimo, kaj te je motiviralo? Ja, zdaj, če grem, ko bi rekel, par korakov nazaj, ne, jaz izhajam iz gostinstva. Delal sem, se pravi, 12 let v gostinstvu po Sloveniji, po tujini kot kuhar. Bil sem specializiran kot za kuhinjo in vedno so me veselile barve, oblike, od bilo kaj, ne samo zelenjave, ne. In vedel sem, da pač, če damo gostu na krožniku, nekaj mora biti kvalitetno, pomeni recimo, zdaj v mojem vidiku kvalitetna zelenjava, ekološka zelenjava, pa čim bolj pisana. In tukaj noti je mene gnalo, ker sem videl, da pač tržišče ni pokrito z zelenjavo, tiste, ne vem, osnovne barve in to je to. Je pa možnosti pa dosega za druge barve, druge oblike zelenjave veliko, a ne. Samo v to se ni noben specializiral. Ti si šel v barve? Ja. Ne samo zelena. Ne. Koliko barv imaš na krožniku? Rad. Ja, jaz sem rad čim bolj pisano, no. Lahko da je že malo kičast. Se pravi, govorili sva o družini, zdaj, da te najprej mogoče malo Ja. poznamo, se pravi, verjetno je tvoja mama imela velik vpliv nate, Seveda. kako si se razvil. Imaš pa tudi ti svojo družino, malo sem gledal Instagram, pa to, imaš majhnega otroka zdaj? Ja, z Lucijo, no, s partnerko imamo malega Maksa, zdajle je bil glih pol leta star. Tako da. On še ni, on je zdaj še na beli hrani. Ja, ne, pa je že zdaj na zelenavi. Se že uvaja, ja. Zdajle je glih ta točka preloma je bila, da je že začel, ja. In tudi, kaj gleda na barve, mu je všeč samo zelena, katere barve ste mu že kaj dali? Ja, vse barve praktično, no, ja. Pa vse je šlo čez, no. Zdaj, ko pogleda človek tvoj Instagram, vsaj tako, če bi recimo zelo površinsko pogledal, bi najprej rekel, da si, ne vem, tekmovalec v karateju. Ti si izhajaš iz tega tudi, se pravi, tudi šport je verjetno ena velika vloga v tvojem življenju bila. Ja, res je, tudi že, se pravi, tam, jaz pravim, pri mojih 9 letih se je moglo nekaj zgoditi, takrat sem začel hoditi na tržnico, pa takrat sem začel karate trenirati. Aha. Pa še oboje je do danes ostalo. Oboje še do danes Ja. Se pravi, karate, to je šport, ki zahteva veliko koncentracije, veliko discipline, verjetno ti to pomagalo tudi pri poslu. Ja, normalno, pač se tako bi rekel, karate te iz dneva v dan te gradi, iz treninga v trening te gradi. Tudi zdajle pač imam drugi črni pas, drugi dan, letos pomlad oziroma maja, no, grem delat za 3. dan. Pač karate je, ko bi rekel, ni samo šport, da boš ti profesionalno treniral, pa potem rečeš, zdaj se bom upokojil in je konec, a ne. Karate je šport, ki je za celo življenje. A ne, pa nas v klubu imamo od najmanjših do gospodov, ki so stari 70 let, pa še zmeraj trenirajo. Pa še zmeraj trenirajo. Ja. Koliko pogosti so ti treningi? V našem klubu 3-krat tedensko. 3-krat tedensko, Ja. kaj, 2 uri? Uro pa pol, 2 uri, ja. Različno je, no. Neki so zdaj treningi za tekmovalce, a ne. Čisto, kar si izbereš sam. Bil si tudi, tako sem gledal malo diplome, se pravi, preden si, o tem bova seveda še govorila, pustimo zdaj te diplome, mladi kmet, ampak veliko diplom je bilo prej, tudi s karateja. Ja. Prav si bil prvak, kaj si bil vse? Se pravi, bil sem državni prvak, pokalni prvak, imam 2 bronasti medalji iz evropskih tekmovanj, pa 2 bronasti iz svetovnih. To je tisto najbolj ožji, no. Sem pa zdajle aktualni državni pokalni podprvak. Pokalni podprvak. Pa tudi državni podprvak na oboje. V bistvu en kup prvakov si. Ja, Tukaj po letih, v katero kategorijo zdaj to je spadaš? zdaj članska kategorija. Članska Ja. kategorija. To je zdaj od katerega leta do To je, upokojencev si član? ne, to je od 21. pa do 40. leta. Aha, pol pa kaj pa, Po so pa mlajši veterani. aha, mlajši veterani, Ja. pa starejši veterani. Tako. Aha, okej, se pravi, zdaj nekaj časa imaš še opcijo, da si Ja, še ne 10 let. še ne 10 let si v tej kategoriji. Okej,
Zdaj, če se skoncentriram malo na te tvoje inovacije. Ja. Kdaj si začel z inovacijami? Si bil že od nekdaj tako, jaz moram pa malo spremeniti, to bi se pa dalo drugače narediti, to bi se pa dalo bolj narediti. Ja, pač mene je že skozi gnalo, če delaš eno zadevo, sigurno se je da narediti še lažje, ne. To je pač po tisti liniji najmanjšega odpora, iščeš rešitve. Isto je bilo to v gostinstvu, isto je bilo tukaj, ne vem, velikokrat ste že verjetno slišali z mojih besed, a ne, da ja, delali smo na njivi, delali smo na polju in smo iskali rešitve. Pač delali smo itak pri pridelavi zelenjave veliko ročnega dela, ker mi smo glih toliko veliki, da smo majhni. A ne, in mi, se pravi, ne splača se ti to velike investicije v velike stroje. Pa še pri nas gor na Poljanskem je tako, da so majhne parcele in tudi kakšna velika mehanizacija sploh ne pride v poštev. In ko delaš ročno, pol tuhtaš pismo, se bi dalo tole kaj lažje pa poenostaviti, potem pa prideš do določenih rešitev, ki so se izkazale za vrhunske. In da mogoče predstavimo malo tole tvojo inovacijo. Kako si prišel do nje in kaj si pravzaprav izumil? Se pravi, ja, tako je bilo. Mene je karate že parkrat v življenju vodil na Japonsko. Spoznal sem japonski sistem, pač če se reče po angleško paper pot oziroma papirnati verižni lončki. Videl sem to zadevo, takrat si jaz sploh nisem rekel, a to meni kdaj koristen ali ne, samo to je tisto, vidiš, pa si daš neko kotiček glave, pa mogoče enkrat pa bo. In potem je to meni, ko sem bil doma, spet nazaj kapnilo v glavo, sem rekel, nič bom jaz tole kontakte poiskal, pa bomo mi to testirali. Pa smo to prvo testirali na manjši površini, izkazalo se je, da je dobro. Že meni je bil cilj, če bo 10-20% boljše, pa smo zmagali. Potem smo šli pa v razvoj, vsako leto smo dodajali, smo videli, da lahko več dosežemo, imamo boljše pridelke, večletno pridelamo, ne onesnažujemo okolja, ker se pogovarjamo samo o papirnatih lončkih. Pomeni, da smo zamenjali plastične pladnje pa stiroporaste pladnje, kar je tisti klasičen sistem za vzgojo sadik, samo na papirnate platoje, ker se ta papir se razgradi v tleh, ni nobenega odpadka. Potem smo šli pa toliko daleč, da smo rabili kvalitetne sadilce. To so pa od ročnega enovrstnega ali dvovrstnega sadilca in traktorskega sadilca, kateri je bil tudi tista glavna naša inovacija, ker pač tisti eno- in dvovrstni sadilec smo praktično samo nadgradili od Japoncev. Ker pač oni imajo, jaz pravim, malo se pohecam, oni imajo toliko lepe njive, ker mi tudi plaže nimamo. Oni imajo tam mivko na njivi. In njihov sadilec je toliko tanek pleh je drugače narejen, da če ga pri nas na našo ilovco pa skale pripeleš, po parih metrih ga bo skril, a ne. In smo prilagodili ta prvo našemu trgu, evropskemu trgu sam sadilec, seveda smo mogli pridobiti vse licence, ker pač to ni zdaj kar tako, da zdaj bomo pa mi to nekaj naredili pa pofejkali. Ta prvo je bilo treba vse licence pridobiti, potem smo pa naredili gor še par določenih nadgradenj, katere zdaj, se pravi, koliko dober mesec nazaj so bili Japonci pri nas. In so tudi prišli pogledat, kaj smo še mi nad njihovimi stvarmi še nadgradili, in so bili res presenečeni, da smo šli v ta pravo smer. Se pravi, v bistvu si ti tudi zdaj inspiracija za Japonce nazaj. Ja, zdaj bojo oni tudi nov model samega ročnega sadilca začeli delati. Zaradi tebe, ki sem videl pri tebi. In vse to zaradi karateja. Ja. Zanimivo. Ja, pač, kako bi rekel, sestavljanka se je sestavila, ne. Tisti mozaik se je res sestavil, neverjeten, pač, ker tudi meni so sami Japonci rekli, da če ne bi treniral karateja, če ne bi poznal njihove kulture, težko, da bi se sploh pogovarjali z mano, no. To so me kar nerealne tule pa postavili, ker pač pri njih je tako, oni, tudi ko so prišli že 2 leti nazaj v Slovenijo, oni morajo, kako bi rekel, spoznati celo tvojo familijo, toliko let nazaj, s čim so se ukvarjali, kakšni so odnosi, vse. In potem, ko vidijo enkrat, to štima, si vreden njihovega zaupanja pa spoštovanja, potem se pa začnemo pogovarjati šele o poslu. Ja, pač Japonci so to čisto druga kategorija. Če bi imel samo črn pas, brez da imaš prvi pa drugi dan, bi tudi rekel, v teh letih ni dal dosti od sebe. Ja, ni še ta pravi. Še so moral kaliti, ja. Kaj pa zdaj ta tvoj izum, ta inovacija, kaj vse spremeni, kaj vse olajša, zakaj potem, ne vem, kako prepričaš druge, da potem to kupijo od tebe? Ja, jaz pravim, to je zdaj game changer za evropsko pridelavo zelenjave. Pač zdaj, če gledamo samo že, tehnologijo, samo paper pot, papirnatih lončkov, tiste ključne prednosti so, da se nekje za 70-80% zmanjša poraba substrata. Bistveno manj je treba prostora v samem rastlinjaku za vzgojo sadik, ker je pač več celic na pladnju. Pa manj je treba vode ob vzgoji sadik, ker sam papir zadržuje vlago. A ne, pač v stiroporju plastiki se ti voda odteče, tukaj sam papir zadržuje vlago. Ključnega pomena je to, kar smo tudi dobili nagrado, ne potrebujemo energentov za setev. Same te sejalnice, sam sistem je narejen, da delaš vse ročno, pa bistveno hitreje, kot če bi imel pnevmatsko sejalnico.
Ja, pomeni, da ne rabiš energentov, nobenega hrupa ni, ko seješ, res je, stvar je poenostavljena. Toliko, da jaz včasih malo pohecam, smo prišli v dobo kremenčkovih. Ja, pač ne rabiš visoke tehnologije. Čeprav smo zdaj v obdobju visoke tehnologije, ampak mi smo šli na bolj enostaven način in hitrejši način. Potem so pa zdaj še sadilci. Zdaj, če gledamo sejalne zadeve, sejalna oprema, nekje 2 osebi v eni uri posejete 10.000 semen. Brez energenta. Ročno. Potem imamo presajanje, z ročnim sadilcem, tem enovrstnim, se v eni uri presadi nekje 10.000 sadik. Zdaj, če dam en primer, mi smo prej za en tunel motovilca rabili 15 ur, da smo ga presadili ročno, zdaj ga jaz samo v eni uri. Primerjava, da malo bolj lažje za razumeti. Recimo dvovrstni sadilec podvoji samo hitrost sajenja, samo pa ročnih sadilcih je problem v tem, da ti mora en dobavljati pladnje s sadikami. Ker pač presajanje gre, 264 sadik se posadi nekje v 30 sekundah. To gre hiter. Ker je na papirnati verigi, enkrat, ko zemlja zagrabi papirnato verigo, samo vleče sadilc in leti. To je skoraj tako, kot da orješ, ampak da sadiš. Ja, tako je. Jaz se pač sadilce tako naredim, da dela tisti kanal, po katerem teče veriga, pluga zasujeta, pa kolesi utrdita okoli samih sadik zemljo, tako da je stvar stabilna, pa da stoji. Recimo traktorski sadilc, pa ja, se smo ga lansko leto testirali, ampak čist točnih podatkov še nimamo, ker pač mi smo le omejeni samo površino njiv. Doseg ima nekje od 30 do 50 tisoč sadik na uro. Tam gor imamo zdaj zalogovnik za 72 pladnjev, 2 ali 3 operaterji stojijo odzadaj, kjer polnejo te sadilne enote, da pač delo poteka nemoteno. Neka delovna hitrost je tam 5 do 6 km na uro in pač to leti, zdaj, ko bomo imeli, se pravi, konec marca, začetek aprila, ko začnemo tisto ta veliko nasajanje, kar so čebule, por, itak solate, že špinača, vse korenovke. Tam bomo videli zdaj ta pravi rezultat lanskih testiranj, ker stroj smo zdaj 5-krat že nadgradili. Stroj se reče Laurich Field Planter. Tako je, ja. Nadgrajen, dela noro. Ja, dela, pač verjetno še kakšno nadgradno dobo, ker pač mi praktično vsak teden ali pa na 14 dni sadimo, ker tudi sami tržimo zelenjavo in nam je cilj, da imamo čim večjo ponudbo čim dalj časa. In recimo, solato se nekje na 3 tedne presaja, in verjetno se bo še kaj pokazalo, da treba še kaj nadgraditi, da še kaj ni dobro, ampak do tle, kar smo zdaj prišli, stvari potekajo nemoteno. Sprav, ko greš ti sadit, normalen kmet gre sadit, dela cel dan, pa gre sadit, pa gre naslednji dan dela, ti greš sadit, do malce nazaj rečeš, jaz sem naredil. To je to. Ja, to je to. Wow. A pa bi lahko mogoče to tehnologijo, glede na to, da se marsikaj sadi, dobro, ti sadiš zelenjavo, a bi lahko, prenesel to sajenje, se verjetno bi bilo drugačne, sadil rožice ali pa kaj podobnega, drevesa, travo, Ja, vse se da. Vse, kar se... Recimo, imamo že tlele na zahodnem delu Italije, imamo že kar nekaj kmetij, ki se ukvarjajo z rezanim cvetjem, in problem je v tem, ker pač semena tega cvetja zelo dolgo časa kalijo in gospe so prišle, da je bilo to, septembra, čeprav vem, lansko leto, so prišle do nas, so si prišle pogledat, in so že presajale, zdaj so že obzelenele. So že kupile vaš stroj? Ja, imajo že delajo. Delajo, je treba kaj prilagajati glede na različno gostoto zemlje ali pa Ja, zemlja mora biti lepo pripravljena, se jaz pravim, malo se tako pohecam, se noben solato v beton ne sadi. Ja, pač zmeraj zemljo zrahlaš, pa zdaj ali preštihaš na roke, ali imaš frezo, ali imaš brano, ali prekopalnik, karkoli. Zemlja mora biti lepo pripravljena, so pa recimo 4 dimenzije papirja, 4 razmaki med samimi sadikami, 5 cm, 10, 15 ali pa 30. In pomeni, da že pred setvijo izbereš tisti papir oziroma tisti razmak, ki je primeren za tisto kulturo. In potem se igraš. Potem igraš, dobesedno. Ja. V kateri državi vse si že recimo prodal to zdaj? Ja, seveda, glavna država je Slovenija, potem pa Italija, Hrvaška, Madžarska in Avstrija. Teh 5 držav zdaj pokrivamo. A pa je povpraševanje toliko, da imaš kar dosti zaenkrat? Ne, mi smo sistem 14 dni nazaj razprodali. Razprodali? Ja, ni, zdaj čakamo, po veliki noči prihaja iz proizvodnje nova runda in pa že tam imamo zdaj več kot pol že prodanega. Wow. Ja. Se pravi, misliš, da je kaj vplivalo to, da so te izbrali, da si dobil kaj več prepoznavnosti, glede na to, da si na nekem evropskem nivoju dobil priznanje? Ja, pač sam ta IMK, pa potem še v Bruslju, kar smo doživeli, je ful pripomogel. Ker pač vsi so bili, ko bi rekel, mi smo zdaj 3. sezono, ko že tržimo tudi ta sistem, in prvi 2 leti, ko bi rekel, vse smo tudi že nekaj prodali. Sam je bilo tako,
smo hodili po sejmih, smo delali prezentacije in vse, ampak mogoče so ljudje rekli tako malo, to je bila tista azijska zadeva, to ne veš, če laufa, to je samo na Instagramu dobro videti, a ne. Pa so ljudje prišli k nam domov, pa smo pogledali, pa so probali pa vse in vsak, ki je probal, je bil fasciniran, koliko je lepo šlo. Ker tam po zaslonu vsak misli, da to je fake news, pa to je to, a ne. Zdaj, odkar je bil pa IMK, ker smo itak, ročne sadilce smo imeli prej, traktorski sadilec je šel v prodajo zdajle mesec nazaj. Ker so pa ljudje videli, koliko se to traktorsko da narediti, koliko si še bolj olajša zadevo, sta pa pač vse, tako bi rekel, 3 priznanja so res pripomogla k prodaji. To je pa... Se pravi, vsak lahko pride k tebi, to pogleda in ko vidi, je očaran. Ja, res je, ja, pač ali že na sejmu probamo prikazati čim bolj realna slika, kakor je v živo, drugače pa ja, organiziramo večkrat letno demo dneve, ljudje si pridejo k nam pogledat, zdaj malo razdelimo sicer na tisti, ki so za ročne sadilce, recimo lahko že v tem času rastlinjakov pokažemo, ker smo zdaj pred sezono, a ne. Potem imamo pa za traktorskega je pa pol, od pomlad naprej. Se da priti pa pogledati vse. Če se majčkeno skoncentrirava bolj širše zdajle slovensko, recimo slovensko kmetijstvo danes, kakšno stanje je, s kakšnimi izzivi se slovensko kmetijstvo srečuje in kako misliš, da lahko inovacije pomagajo? Mogoče jih je še premalo v Sloveniji verjetno za vse izzive, ki jih v Sloveniji imamo. Ja, če bi glede na izzive gledali, jih je sigurno premalo, no, ampak še zmeraj, jaz pravim, slovenski kmetje smo majhni, a ne, in smo lažje prilagodljivi na vse razmere, ki so, ko bi rekel, ki potekajo v državi ali pa zunaj države, a ne. Se pravi, v bistvu je en plus, iz tega vidika je plus, da smo majhni, glede na to, da smo prilagodljivi, da se hitreje prilagajamo podnebnim spremembam. Ja, hitreje, ne vem, mogoče inovacije pridejo od enega do drugega. Ja, bistveno hitreje, ja, ker če bi bili velika država, ampak tle smo, ja, majhni smo, prilagodljivi smo, imamo pa pač, ko bi rekel, vsaka regija že v Sloveniji ima svoje izzive, ne, in pluse in minuse, no. S tem se moramo pa boriti, a ne, in tudi, ko bi rekel, uspešen slovenski kmet je tisti, ki je najbolj fleksibilen pa prilagodljiv, ker pač ovire in težave jih imamo pač vsi. Vsi, pač jaz pravim, življenje ima zanimiv smisel za humor, ves čas nam meče na polene pod noge in pa zdaj samo kako jih boš ti prebrodil te težave in našel rešitve. Ja, se boš spotaknil, boš pod kuril. Ja, tako. Točno to. Zdaj, kaj pa misliš pomen ohranjanja lokalnih skupnosti, prodaje neposredno potrošnikom, to verjetno počneš, kot si rekel, že od majhnih nog, si bil pri 9 letih že v Škofji Loki na tržnici. To je tudi plus, recimo, da smo toliko majhni, da gremo s kmetije naravnost v sosednje mesto pa prodamo direkt. Ja, to je, ko bi rekel, velika prednost. Ker pač, ne vem, tako, če ti proda zadrugi ali pa kakšnemu velikemu trgovcu, ti bo itak ceno zbijal, če boš pa ti sam prodal zelenjavo, na primer pa bilo kaj, meso, mlečne proizvode, jajca, boš pa sam določil ceno. Je res, da pač si moraš vzeti tisti dopoldne, da greš na tržnico, da si prisoten tam, da se pokažeš in prodaš. Pač ne vem, jaz sem tle noter že s tem sem odraščal, mi je bilo to čisto naravno, mi ni bilo težko iti med ljudi. Pa tako jaz pravim, tle imamo res potencial, samooskrba z zelenjavo je res nizka, povpraševanja, ne vem, sploh po ekološki zelenjavi ogromno, tako da tle not vidim kar lepo prihodnost za Slovenijo, ker pač so majhne kmetije, vsak ima nekje hektar do 2 hektarja zemlje, ki je kvalitetna, primerna za njivo in lahko pridela zelenjavo in jo tudi sam prodaš. Se pravi, ti verjetno še vedno vse direktno prodaš sam, se pravi, tržnica, ne vem, mogoče kakšni lokalni gostinci, glede na to, da imaš tukaj zelo veliko izkušenj. Kdo vse so tvoje stranke? Ja, po večini vse malo prodaja, se pravi tržnica Škofja Loka in Kranj, potem imam določene te lokalne razvoze, en je ta bolj po Gorenjski, se pravi grem po Sevški dolini, pa pol tle čez Dražgo še Jamnik, Radovljico, Lesce, Bled, Kranj pa nazaj v Škofjo Loko. Potem imam ta drugi razvoz, ki je bolj polanski razvoz, no, grem od doma, tle, se pravi Hotavlje, Cerkno, Spodnja Idrija, Žiri, pa spet nazaj domov. Imam tako bazo strank, no, in je tak lušten krog, pa tako bi rekel, kratek krog, ni dolg krog in jaz bolj pokrivam Gorenjsko. Ampak to so redni krogi, verjetno to, ko imaš... Na 14 dni do 3 tedne, odvisno zdaj od trenutno dostanih obveznosti, pa moram daj kaj zamakniti. Drugače pa je nekaj tudi gostincev, tam je seveda cena je malo nižja, ampak je pa količina. Glede na to, kaj vse počneš, se pravi, imaš kmetijo, imaš inovacije, malo še razvažaš, kako izgleda tvoj dan, mislim, časa bolj ne ostane, pa še majhnega otroka?
To je kar, Časa še ni. karate 3x na teden. Ja, časa ni. Časa ni. Ja. Enostavno. Ja, pač zjutraj vstaneš, odvisno zdaj, kjer dan je, ali je tržnica ali ni. Pač tako je, en dan pripravljaš, en dopoldne pripravljaš, drug dopoldne si na tržnici, pol itak sledi prodaja, popoldne ponovadi delo doma, nekaj časa z družino, čeprav je to zdaj zelo na knap. Po pravici povedal, od Imekeja naprej je res na knap, no. Zvečer je trening, pa je dan okoli. Pa je dan okoli. Ja. Predvsem je žena tista, ki podpira te tri vogale potem, kar se družine tiče. Ja, zelo, ja. Kako pa misliš, da vse to znanje, predvsem pa te inovacije, misliš, da to verjetno dobro vpliva tudi na mlade, ki si želijo ostati v kmetijstvu, da jih to malo motivira, da tudi oni vidijo, ne vem, da je kmetijstvo, da se modernizira, da so zdaj drugačni pristopi, in da mogoče zaradi tega več mladih tudi ostane v kmetijstvu. Jaz verjamem, da če pogledamo zdaj ta slovenski izbor za nativnega mladega kmeta, ki nas je bilo, jaz poznam zdaj itak svojo zgodbo, pa še 5 drugih, tisti, ki niso prišli v finale, ne poznam zgodbo, ampak že takrat sem tudi rekel, da če bi gledali samo nas 6, ki smo bili, ki smo imeli vsak svojo inovacijo ali pa drug princip pogleda na kmetijstvo, sem rekel, če bomo se tako razvijali, imamo res svetlo prihodnost. Ker se mi zdi, da predvsem, če se bomo mladi povezovali v skupnosti, da si bomo pomagali en drugemu, ne vem, pri trženju, pri pridelavi, bilo kaj. Ja, smo lahko skupaj zelo močni. Ali če bomo pa vsak svojo pot furali, je pa težko. Ampak mislim, da je ravno to plus v Sloveniji, da se znamo povezati med sabo, da si zelo veliko ljudmi povezan, pa ne samo glede biznisa, tudi vse ostalo. Ja, pa ne vem, že recimo povezava s podjetjem Laurih, ki smo skupaj razvili traktorski sadilec, pa če sem prišel z idejo do roka, pač jaz sem čisto točno vedel, kakšen stroj rabimo, sam nisem ga znal narediti. On je pa zastopal mojo idejo, on je pa znal to narediti. In tle je bila praktičen, on ima podjetje samo čez grič, in smo imeli res, se smo praktično v 10 mesecih stroj od prvič, ki je bil narejen, do prodaje razvili. In to je bilo res hitro, ker pač jaz sem sam s traktorjem letel do njega, smo priklopili, šli na njivo, probali, videli, funkcionira, to je to. In potem smo ga nucali, evo, tole je recimo za popravče. Se pravi, to je stroj, ki se priključi na traktor in on v bistvu dela. Ja, zdaj smo, ko bi rekel, vse modele imamo narejen na 4-vrstni sadilec, pač da so 4 sadilne enote, da če pa to čist, se pravi, sam sadilec se naredi konfiguracijo po traktorju, vsak ima drugačen traktor, različno širino koles, različne potrebe, tako da tle je čist fleksibilna zadeva in tudi vsako ponudbo naredimo po željah stranke. Koliko pa pride en tak, recimo, da bi jaz zdaj hotel kupiti tole, da malo sadim? Zdaj traktorski se začne nekje pri 10 000, pa tam maksimalna cena je do 15-16 000 evrov plus davek. Odvisno je pa zdaj spet od opreme, od konfiguracije. Zdaj, če imaš za veliko hektarjev, je fajn, da imaš veliko hidravlike gor, da to leti. Ja, če pa češ, da imaš eno parcelo tam, da ni toliko, imaš pa recimo, da rabiš to hidravlike imeti gor in je tudi ceneje. Imaš kakšne nove ideje, kakšne nove inovacije v mislih? Že vidiš kakšno prihodnost tukaj? Ja, pač jaz tako bi rekel, vsi naši stroji izhajajo iz nas. Pač mi se ukvarjamo z ekološko pridelavo zelenjave in pač recimo ta prva stvar je to, mi nimamo herbicidov za obojo proti plevelom. In vse plevele zatiramo mehansko in smo že lansko leto že imeli narejen samo zase okopalnik in smo ga stestirali in zdaj smo ga že na Celjskem sejmu, ki je bil konec januarja, že dali v prodajo tudi. Čeprav ni bilo mišljeno, da bo že šlo to hitro, ampak nam je rata. Zdaj čez zimo smo kar trdo garali, pa tudi ekipa od podjetja Laurih se je res potrudila, ker pač smo rekli, zdaj moramo izkoristiti ves zagon, in smo dali že ročni okopalnik, prihaja pa tudi potem še traktorski. Kakšne imaš cilje za naprej? Razen več časa, mogoče urco na dan več? Časa pol dosti nabritev. Nabritev? Ja, ne, pač ambicije so velike, želje in cilji so tudi veliki, tako da kišne veliko prostega časa verjetno ne bo, to že zdaj vidim, ker pa se je sezona skoraj sploh ni še začela. Ja, zdaj itak sam sistem še bolj tržiti, čeprav smo ga praktično pač razprodali, prihaja zdaj nova runda iz proizvodnje, zdaj za konec leta itak v načrtu, da gremo pokrivati še druge države po Evropi, mednarodne sejme, itak, da držimo to kvaliteto same pridelave zelenjave, sam izbor, pa zdaj čez leta so pokazali še kakšna nova ideja, sigurno bomo videli. Kaj pa razvoj tvoje kmetije v prihodnjih letih? Ja, pač itak, tako je, na vseh površinah, ki jaz delujem, imam jaz vse površine na najemu.
jaz nisem lastnik niti kvadratnega metra. Cilj nam je tudi z Lucijo, da si ustvarva neko eno točko. Jaz pravim, zdajle tudi iščeva aktivno določeno kmetijo, ker pri nas doma nas je 5 in se je zdaj težko zmeniti, kdo bo, kaj bo. Tako da iščeva eno točko, zato ker do zdajle vse, kar smo dosegli, jaz pravim, smo dosegli v enem krču. Ker pa če bi imela midva svojo lastno, ko bi rekel, eno bazo, kjer bi gradila, bi bilo lahko še veliko bolj. Ali pa tudi ne, se ne veš. Se takrat, ki je najtežji, si najbolj uspešen ponovadi. Ker imaš najbolj poln urnik, takrat si najbolj uspešen. Takrat, Ja, to je- si mečkam preveč vdahneš, že si že malo polinaš. Ja, pa sem malo, celo poležem. Tako pa ne, pa sem si temperan in takrat, jaz pravim, takrat se diamanti kalijo, ki je vroče. Takrat se diamanti kalijo. Ja. Koliko diamantov vidiš, da se kali trenutno v Sloveniji? Verjetno si povezan z marsikom. Je veliko mladih kmetov, ki so inovativni, tako kot ti? Ja, ogromno. Res. Pač zdajle, ki hodim malo po teh dogodkih, ki jih organizira podeželska mladina Slovenije, ki pač avtomatsko sem povabljen in tudi grem, ker me tudi zanima, da spoznam tudi druge zgodbe, povezujemo se. To mi je zelo všečno in ja, veliko mladih, ki ima svoje ideje, svoje pristope in je neverjetno, česa smo zmožni mladi. A tudi svetuješ kakšnim mladim, ki si še mlad še vedno, da ne bo pomote? Se smo pa. Ja, jaz sem malo starejši. Ampak recimo svetuješ kaj mlajšim, tistim, ki so mogoče zdajle pa ne vem, 20 let stari, pa imajo neke ideje, pa še ne vejo, kaj bi z njimi. Ja, tega, kako bi rekel, tega je zdaj zadnje cajte veliko. Tudi zdajle že na sejmu, zdajle smo dali 2 sejma čez, že v tem letu. Veliko ljudi se ustavi pri nas, ne vem, mladih parov, pa zdaj ne vem, naprimer, ali so podedovali kmetijo, ali so kupili določene parcele, ali še sploh niso lastniki, pa imajo možnost obdelovanja zemlje in pač ne vejo, kako bi začeli. In zdaj pač, kar imam jaz znanja iz pridelave zelenjave in iz trženja zelenjave, itak jim ponudim naš sistem, to je 1/1, ker pač z nizkim vložkom lahko ti bistveno več narediš. Kar je pa drugih panog, je pa zdaj tako, lik zaradi teh dogodkov, ker se povezujem jaz z drugimi mladimi, ki se ukvarjajo, ne vem, živinorejo, s prirejo mleka, sirarstvom, bilo kaj, jih pa obrnem na te. Pač kontakte imam, podelim kontakte, ker pač nisem jaz prav naslov za prirejo mleka, če nimam prireje mleka doma, saj je normalno, ne. Zato jih obrnem na njih in pač tako se mi zdi, da lahko povečamo samooskrbo z domačo zelenjavo, mlekom, mesom v Sloveniji. Zdaj, ugotovila sva že, da si zelo uspešen na področju od karateja do kmetijstva. Kdaj si ugotovil, da si tak tekmovalen človek? Ker verjetno pri vseh teh dosežkih tekmovalnosti moraš imeti vse. Moraš imeti to željo, jaz hočem tekmovati, jaz bom se zdaj dokazal. Pa jaz sem že tako tekmovalen človek, no. Mene je že, mogoče sem tudi v štartu toliko časa bil v karateju, ker so se pač ta prva leta itak ne greš na tekmovanja, si začetnik, imaš tisti bel rumen pas, potem tam pri oranžnemu, pa če se že dosti izkažeš v klubu, te peljejo pač iz treninga na tekmo. In pol mene so tekmovanja not potegnila, no. Sem tekmovalen človek, zelo, mogoče čas preveč. In ja, in potem te vleče not, mene je to vleklo, ne. In potem itak, ker sem prišel v slovensko reprezentanco, potem mi je bilo pa tudi všeč, da smo šli kam ven v tujino, praktično smo s karatejem prepotovali po Evrope. Da nisi sam doma, da greš še malo ven, da vidiš na koncu, da je doma najlepše. Res je. Ja, pač, ker moraš iti ven, pač tega, če si samo doma v tistem svojem okolju, tega ne boš videl, ne. Moraš iti ven v velika mesta, po Evropi, ne vem, po Aziji, kjerkoli smo bili, da ko se vrneš domov, da vidiš tisto pristno domače življenje in podeželje. Poljansko dolino. Tako je. Tako je, najlepše. Povsod lepo, v Poljanski dolini najlepše. Tako je, ja. Kdaj si se pa potem kot kmet odločil, zdaj bom pa jaz tekmoval za naj-kmeta, pa za naj-inovacijo, pa to. A ti tukaj kdo rekel, lahko bi, ko imaš ideje, a si tudi tukaj rekel sam, daj, da se še to malo motiviram na tem področju? Je drugače tako je bilo, se pravi, že takrat, ko sem jaz začel samo pridelavo zelenjave, je bila svetovalna služba tako malo skeptična, ta gre zdaj v zelenjavo, bolj pri nas gor so bolj živinorejci poznani, zelenjavarjev nas je par, lahko na eno roko prešteješ, no. Kva boš zdaj ti zelenjavo, nimaš šole, nimaš nič, iz nule boš štartal, kako, pač jaz sem itak smel znanje pa vse, ne, to že, pa smo šli. In potem se je iz leta v leta so se delali taki premiki, da sama svetovalna služba ni mogla sploh dojemati, kaj se dogaja. In potem z uvedbo paperpot sistema so počasi že rekli, pismo, tole bo pa za IMK, bi bil pa dober za prijavo. Ampak jaz sem vedel, samo z ročnim pa enovrstnim, dvovrstnim sadilcem mi nimamo kaj na tekmovanju delati. Cilj je itak bil traktorski sadilec, ker za ta velike površine ti rabiš traktorski sadilec.
in smo ga potišali čez, smo ga naredili, pol je pa prišel ven razpis, to je bilo lani poleti. Jaz sem tisto malo prebral, kaj so pogoji, pa gor pa dol, pa sem videl, tole bo šlo, sem šel do naših, sem rekel, jaz se bom prijavil, meni se zdi, da mi lahko tole kar zmagamo. Nisem poznal nobenega, jaz sem direkt povedal, jaz verjamem, da tole mi lahko zmagamo, ideja je dobra, zgodbo imamo, produkt je vrhunski, zdaj pa samo vprašanje, če jo drugi to prepoznali. Samo to je bilo še tista neznanka. Prijavili smo se, bilo nas je 9 prijavljenih, 5-članska komisija, ki je sestavljali, so me pa zelo hitro po prijavi poklicali, da bojo obiskali vseh 9 prijavljenih, pa da jih bo 6 finalistov. Prišli so na ogled, jaz jim vse pokazal, od setve do vzgoje sadik do presajanja, bili so kar fascinirani, ker jaz sem takrat s traktorskim sadilcem, ne vem, v 30 sekundah posadil 2000 sadik. Še niso videli nikoli? Ne, jaz sem se tam, mi smo prišli na nivo, jaz sem se lepo v traktorju sedel, šipo sem si odprl, pa sem rekel, ne 5krat in če so pripravljeni, oni so me že gledali, s tem nekaj ni v redu. To je stran pogled. Ja, da jo gledali, pol so še telefone prižgali, pol so telefon gledali, jaz sem imel v 30 sekundah narejen in pol so čelusti padale. Ja, in pol je pa ratal ful zanimiv, to je bilo ta zadnjih 5 minut, ki sem imel komisijo pri sebi, pač bili so fascinirani, potem so pa lih en dan po rojstvu sina me kliče Martin, da sem med 6 finalistov, pove določene naslednje korake, kaj bo sledil. Potem je pa itak prišlo snemanje iz oddaje Ljudje in zemlja, da smo posneli vseh 6 svoje odlomke, kaj predstavljamo, kakšne inovacije, s čim se ukvarjamo. Potem je bilo itak to glasovanje, kjer smo nabirali glasove, ter potem razglasitev pri podjetju Gorenc na Spodnjem Brniku, kjer smo bili vseh 6 tekmovalcev. Sicer enkrat smo se prej že spoznali na sejmu Agra v Gornji Radgoni, takrat smo bili prvič tako, da smo spotipali en drugega pa videli, kakšna je konkurenca, čeprav jaz sem takrat rekel, pismo 6 nas je, vsak ima nekaj drugačnega, različni smo si, takrat sem se malo na tla postavil, sem rekel, to kar težka. Ker sem tudi rekel, kako bo komisija odločila, zdaj en je recimo, ne vem, ima klavnico, jaz sem recimo zelenavo, potem so vinarji, potem je čebelarka, vsak ima inovativno, dobro idejo, dobro zgodbo, dober produkt. Zdaj se pa ti odločen. Ampak na koncu je zgodilo, da smo zmagali. Ampak tudi na evropskem področju si pa zmagal, ne? Ja. To bi bilo verjetno še bolj nepričakovano, ker si prvi slovenski, ki je tam zmagal. Ja, tako je. Ja, pač, recimo, da smo potihoma slovenskega pričakovali, čeprav nismo do zadnje sekunde vedeli, kdo je zmagal. Noben ni vedel, nam so še celo povedali, da nas mora imeti vseh 6 govor pripravljen, ker pač unke zmaga, ima govor. Smo to bili prištimani, čeprav jaz sem za govor, sem pa pozabil, pa sem ga na pamet poznal, ampak smo že nekaj izrihtali. Ampak ja, potem smo dobili vstopnico za Bruselj, za Evropski kongres mladih kmetov. Bila je rekordna udeležba, na tem kongresu je bilo 540 prisotnih mladih kmetov z cele Evrope. Bilo nas 31 tekmovalcev, kar je bil tudi rekord, ker nas ni bilo še nikoli toliko, ponavadi je bila cifra tam 13 do 15 tekmovalcev na kongres. Recimo ta velike države so imele cel po 2 tekmovalca. In gremo gor, jaz sem lahko enega spremljevalca, vzel kar Roka Gartnerja s podjetja Laurih, ki je direktor, sem rekel, Rok, pejva, bova 2-3 dni, oziroma 2 dni je bilo, no. Ker en dan smo šli gor, pa smo imeli kongres, pa drug dan že nazaj, tako je bilo res na hiter, ampak tudi če je bilo na hiter, je bilo zelo uspešno. Malo sva si govorila, pa sanjala tiste in pismo, kva če bi mi zmagala, ne. Samo to so bile res lepobožne želje, ampak na koncu je res zgodilo. Ja, pač dobili smo, ko bi rekel, bile so 3 sponzorske nagrade, prva je bila za dela v družbi, kako samo skupnost povezuješ v kmetijstvu, druga je bila bolj za digitalizacijo v kmetijstvu, potem je bila tretja za najboljši projekt energetske učinkovitosti, kar smo ga mi dobili, ter po 11 letih so podelili naziv najboljšega evropskega mladega kmeta. To je šele 3. naziv v Evropi, ki so ga podelili. Ker jaz sem šel pol malo preveriti, pa tudi podeželsko mladino spraševati, ker jaz nisem zaznal zadnjih 10 let nobenega, ki bi imel ta naziv, ker me pač Fairbec dajo. Nisem vedel, da jo to podelili. Noben ni vedel. In ja, leta 2012 je, čeprav vem, dosegel ta naziv Avstrijec, pa 2014 Nizozemec. In do 2025 niso podelili tega naziva. Pač je bilo pa res, mi smo povezali inovacijo, samo delo s skupnostjo, ker pač tudi druge učimo o tem, pa tudi sam razvoj podeželja.
kar pač skrbimo s tem, ker pomagamo drugim, pomagamo novim, ki se ukvarjajo, ali pa tistim, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave, da jih naučimo uporabljati ta sistem. Mislim, če si fasciniral Japonce, pa Evropo. Ja, Svet je tvoj, kaj pa Amerika? Še Amerika, še Amerika manjka. pa jaz sem kar Evropa daril. Evropa. Dosti velika. Ja, Evropa ima svoje zakonitosti, Amerika ima svoje zakonitosti, tako da je tle Evropa dosti velika. Da bi rabo še malo večje mašine. Ja, ampak pa že na robote, da sami delajo. Ja. Povej mi eno vprašanje, ki ga vedno postavim. Zakaj je lepo biti kmet? Pa če jaz gledam svojega stališča, si v naravi, dela z naravo, je tako razgibano delajo. Vsak dan je nekaj novega, sploh to, če imaš še kakšno žival doma, je sploh dobro, ker pač ne mi imamo samo 3 race, pa ga mačka, pa je že to neka dodatna energija, dodana vrednost vsak dan. Zdaj tako jaz pravim, če pa lahko iz kmetijstva še nekaj delaš, pa da živiš od tega, da služiš denar, je pa to pika na i. Res, pač tako je, nismo vsi za vse, to je normalno, za nekoga je to sanjski poklic, za nekoga ne, za nekoga je sanjski poklic nekaj drugega in jaz pravim, to za nas je sanjski poklic. Aleš, jaz mislim, da s to tvojo energijo, s tem pogumom, z modernim razmišljanjem, inovativnostmi, vsem, kar imaš še pripravljen za kmetijstvo, mislim, da se za prihodnost kmetijstva ni treba bati, sploh če bo še širil to svojo energijo, učil druge, jih motiviral, tako da sam tako naprej. Ja, hvala, se bomo trudili po najboljših močeh. To so bili Obrazi podeželja z Alešem Čadežem, če boste kaj v Poljanski dolini, pa pridite malo po zelenavcu do njega, ne?